Povedali so vam, da je Kitajska naslednja svetovna velesila, neustavljiva gospodarska sila, ki naj bi prehitela Zahod. Kljub temu, po vsej Kitajski trenutno desetine milijonov praznih stanovanj stojijo za zaprtimi vrati. Nedokončane stanovanjske stavbe nabirajo prah. Nepremičninski sistem, ki je nekoč poganjal celotno gospodarstvo države, se ustavlja. Življenjski prihranki cele generacije so izginili. Kitajski srednji razred pa je izgubil do 20 bilijonov dolarjev družinskega premoženja. To je več kot celoten BDP Kitajske same. To ni recesija. To je tiha finančna jedrska zima. Ne vpliva le na to generacijo, ampak tudi na prihodnje generacije. Na Kitajskem nepremičnine niso le kraj, ki ga lahko imenuješ dom. Za številne družine so nepremičnine trezorji, so pokojninski računi, so naložbe, so življenjski prihranki, pokojnine in prihodnja stabilnost. Vse to vezano na nepremičnine. Zato so Kitajci tako pripravljeni in željni vložiti skoraj ves svoj denar vanje. Reuters poroča, da je približno 70% vsega premoženja kitajskih gospodinjstev v nepremičninah, kar je bistveno več kot v ZDA, kjer je ta delež le 35%. Z drugimi besedami, povprečna kitajska družina ima skoraj 3/4 vseh življenjskih prihrankov vezanih v beton. Ta beton pa hitro izgublja vrednost. Enostavno je tega preveč. Po konservativnih ocenah ima država vsaj 65 milijonov praznih stanovanj. Druge ocene so bistveno višje. Nekateri viri navajajo, da ima Kitajska do 100 milijonov praznih ali neopremljenih stanovanj. 100 milijonov stanovanj bi zadostovalo za nastanitev celotnega prebivalstva Francije in Združenega kraljestva skupaj. To je dovolj praznega prostora za skoraj 300 milijonov ljudi. Eden od urednikov je celo dejal, da kitajsko ogromno prebivalstvo, 1,4 milijarde ljudi, ne bi zadostovalo za zapolnitev neštetih nepremičnin, ki samevajo in se ne uporabljajo. Generacije kitajskih družin, zlasti tistih iz srednjega razreda, so bile vzgajane v prepričanju, da je nakup nepremičnine najboljša možna odločitev, ki jo lahko sprejmejo. Medtem ko državljani v drugih državah, na primer v ZDA, običajno razpršijo svoje premoženje med različna sredstva, od nepremičnin do obveznic, delnic in deležev, je bil kitajski sistem vedno drugačen. Dolgo časa je to delovalo in imelo smisel. Ljudem je prinašalo stabilnost in donose na njihove naložbe, ki so si jih želeli. Toda, ko je toliko vašega denarja vezanega v eno samo nepremičnino, je tudi najmanjše nihanje vrednosti pomembnejše kot običajno. To ne vpliva samo na tiste na vrhu prehranjevalne verige, kot so nepremičninski razvijalci, investitorji in špekulanti. Namesto tega se razširi po celotni populaciji in vpliva na kupno moč običajnih družin. Omejuje njihovo sposobnost nakupa, omejuje njihovo sposobnost potrošnje in zamrzne celotno gospodarstvo od znotraj navzven. Ko cene stanovanj padejo, milijoni družin občutijo posledice, ko opazujejo, kako se njihov največji in najpomembnejši hranilec vrednosti zlomi pod težo. Zato je zlom tako pomemben, ker Kitajska ni zgradila le ogromnih mest in tisoče visokih stanovanjskih stavb, temveč je okoli ene temeljne predpostavke zgradila celoten finančni sistem. Da cene nepremičnin nikoli ne bodo občutno padle. Povpraševanje naj bi vedno obstajalo, tudi če ga je bilo treba nekako ustvariti. Gospodinjstva so bila lahko prepričana, da je vlaganje denarja v nepremičnine in obravnavanje domov kot varčevalnih računov najlažja in najpametnejša finančna poteza, ki jo lahko naredijo. Zdaj so iste družine prisiljene gledati, kako se njihovo premoženje ruši okoli njih. Opazujejo, kako se njihovi prihranki topijo pred njihovimi očmi, njihovo neto premoženje gospodinjstva pa začne veneti in propadati. Ko se ljudje počutijo revne, neizogibno manj trošijo. Ko manj trošijo, se gospodarstvo upočasni. Ko se gospodarstvo upočasni, je nepremičninski trg še šibkejši. To je začaran krog. A najhujše pri vsem tem je, da to ni bila zgolj nesreča ali nesrečen splet okoliščin. Kar se na prvi pogled zdi kot stanovanjska kriza, je v resnici nekaj precej bolj temačnega. To je sistem, ki ga podpirajo laži in prazne obljube. Model, ki je domove spremenil v vir finančnih prihodkov, srednjerazredni denar pa v gorivo, ki je poganjalo ta stroj. Tako, medtem ko so te desetine milijonov hiš brez življenja ali namena, bogastvo, ki jih je pomagalo zgraditi, hitro izginja. Toda kako je lahko cel narod nasedel in kupil milijone praznih škatel? Preprosto, lagali so jim. Desetletja so javnosti pripovedovali zgodbo, ki je temeljila na predpostavki o pomanjkanju. Vladajoči sloji Kitajske komunistične partije, ali KKP, so jih opozarjali, da primanjkuje zemljišč, da je mestni prostor omejen, da stalno priseljevanje podeželskih prebivalcev v velika mesta in metropolitanska središča pomeni, da so vrednosti nepremičnin obsojene na rast. In sčasoma so ljudi postopoma pripeljali do enega neizogibnega sklepa. Kupi zdaj ali pa boš za vedno izključen.
Stanovanja niso več delovala kot luksuzni nakupi ali celo zgolj kot kraji za bivanje. Postala so sredstva za preživetje. To je bil edini način, da so zaščitili prihodnost svoje družine in preprečili, da bi zaostali. Kitajska komunistična partija je to pripoved podpirala na različne načine, vključno z agresivnim promoviranjem nacionalne strategije za povečanje urbanizacije. Natančneje, v svojem 14. petletnem načrtu, ki je trajal od 2021 do 2025, je država določila poseben cilj – 65% urbanizacije. Do leta 2025 je želela, da bi približno 2/3 prebivalstva države živelo v mestih. V prejšnjih letih je že doživela urbano preobrazbo brez primere. Splošna stopnja urbanizacije v državi se je povečala za zgolj 36% leta 2000 na več kot 60% do leta 2019. To je enako kot skoraj 400 milijonov več ljudi, ki živijo v urbanih središčih, kar je več kot celotno prebivalstvo Združenih držav Amerike. Ta pritok podeželskih prebivalcev v mestna območja se je izkazal za velika korist za gospodarstvo. Zato ni presenetljivo, da si tisti, ki so na oblasti, želijo vedno večje urbanizacije. V celotnem desetletju, 2010 in v 2020, so številni državni viri poudarjali pomen tega cilja. 65%. Državne medijske agencije, akademske ustanove in nepremičninski razvijalci so vsi pomagali graditi pripoved, da bodo stotine milijonov podeželskih delavcev se množično preselile v mesta. Povpraševanje po mestnih nepremičninah naj bi bilo neskončno in neustavljivo. Bila je popolna psihološka past. Ustvari ravno pravo mero panike in dvoma v glavah ljudi, da se vsi odločijo kupiti stanovanja po izjemno napihnjenih cenah. Ampak tukaj je stvar. Celotna zgodba je temeljila na zastarelih idejah. Desetletja se je skupno prebivalstvo Kitajske povečevalo in program urbanizacije v državi je deloval. Milijoni so zapustili podeželske skupnosti v iskanju boljšega življenja v velikem mestu. Toda v 20 letih tega stoletja se je vse to spremenilo. Vzpostavila se je nova realnost, v kateri se prebivalstvo Kitajske hitro zmanjšuje in stara. Podatki kažejo, da se je prebivalstvo leta 2021 praktično stagniralo in nato začelo vsako leto upadati. Ta demografski premik je pomemben. Nepremičninski trgi so odvisni od novih kupcev. Potrebujejo mlade pare in družine, ki so željne narediti prve korake na nepremičninskem trgu. Toda ko se vaše prebivalstvo aktivno zmanjšuje in napovedi kažejo, da gre za dolgoročen trend, je povpraševanje, ki poganja trg, oslabelo. In to se dogaja hkrati, ko se gradi preveč stanovanj. Tisti na oblasti so vse to vedeli, vendar so morali ohraniti zaupanje ljudi v sistem. Da bi to dosegli, so morali vzdrževati mit o pomanjkanju. Če bi družine verjele, da primanjkuje stanovanj, bi jih z veseljem kupovale vse hitreje. Zanje to ne bi bilo pomembno, saj so bili prepričani, da bodo na koncu v dobičku. Če pa povpraševanje v resnici nikoli ni obstajalo, zakaj so potem sploh zgradili toliko mest in ne botičnikov? Tu nastopijo lokalne oblasti. Kitajske lokalne oblasti niso bile pasivni opazovalci ali nedolžni opazovalci v razcvetu nepremičninskega trga v državi. Bile so aktivni udeleženci v tem procesu. Pravzaprav so na nek način skoraj postale odvisne od tega. Podžigale so povpraševanje in spodbujale ljudi ter vlagatelje, naj kupujejo vedno več stanovanj. Zakaj? Ker vsaj del denarja od prodaje lokalnih zemljišč neposredno priteče v proračune teh oblasti. Potrebovali so, da se ta denar steka vanje na kakršenkoli način. Leta 1994 je Kitajska uvedla fiskalno reformo. To je pomenilo veliko prenovo načina, kako je država pobirala davke in uvedbo novega sistema delitve davkov, ki je bil zasnovan za ponovno centralizacijo pobiranja prihodkov, saj so ti v prejšnjih letih padli na zaskrbljujoče nizko raven. Z drugimi besedami, bil je zasnovan tako, da poveča delež davčnih prihodkov, ki so šli neposredno v centralno vlado. Reforma je uvedla novo nacionalno davčno osnovo ter sistem davka na dodano vrednost oziroma DDV. Vsi davki so bili razvrščeni v 3 različne kategorije – centralni, lokalni in skupni. To je povzročilo precej dramatično neravnovesje v gospodarstvu države, kjer je centralna vlada postajala bogatejša, medtem ko so lokalne vlade postajale revnejše. Ostale so jim ogromne fiskalne odgovornosti, kot so financiranje lokalnega zdravstva, vzdrževanje infrastrukture, izplačevanje plač javnim uslužbencem in zagotavljanje izobraževanja, vendar z manj denarja za njihovo izpolnjevanje. Zato so te lokalne vlade naredile edino, kar so lahko. Poiskale so druge vire prihodkov in kmalu ugotovile, da so prodaje zemljišč ena najučinkovitejših možnosti, ki so jim na voljo. Ni bilo nujno, da so vlade nameravale biti nepoštene ali zlonamerne. Preprosto so počele to, kar so morale, da bi preživele. Sčasoma so postale odvisne od prodaje zemljišč, da so lahko ostale nad vodo.
Statistika kaže, da je med letoma 2000 in 2017 prihodek od zemljišč predstavljal več kot 50% vseh fiskalnih prihodkov lokalnih oblasti. To ni nekakšen stranski vir prihodkov, to je fiskalna odvisnost. Če vlada ni uspela prodati dovolj nepremičnin, preprosto ni imela dovolj denarja za nadaljne delovanje. In če bi se to zgodilo, bi se njihova infrastruktura začela rušiti, njihove storitve bi oslabile in prebivalstvo bi verjetno množično odšlo. Njihova krhka gospodarstva bi bila še dodatno prizadeta. Toda tisto, kar se je začelo kot boj za preživetje, se je kmalu spremenilo v iskanje načina, kako zaslužiti čim več denarja. Ni šlo več samo zato, da bi zbrali dovolj prihodkov za preživetje. Te vlade so želele iz vsakega kvadratnega čevlja zemlje iztisniti čim več juanov. Dejansko so začeli prodajo zemljišč uporabljati kot orožje in nepremičninski trg spremenili v svoj osebni fiskalni motor. Manj so se osredotočali na javne dolžnosti in bolj na trženje ter omogočanje vedno večjega nepremičninskega balona. Vsak košček zemlje, ki so ga lahko prodali, je pomenil več denarja na njihovih računih, kar jim je pomagalo nadomestiti naraščajoče primanjkljaje. Toda težava pri tem pristopu je bila, da so postali lokalni proračuni neločljivo povezani z vrednostjo zemljišč. Če bi te vrednosti kdaj padle, bi bile lokalne oblasti najbolj prizadete. Toda kdo je pravzaprav kupoval vso to zemljo in nepremičnine? In kako so skrivali dolg? V letih po fiskalni reformi leta 1994 so postajale lokalne oblasti vse bolj odvisne od prodaje zemljišč in nepremičnin za ključne prihodke. A to je pripeljalo do povsem nove dileme. V sistemu z neposrednimi omejitvami zadolževanja, kako bi lahko ta mehanizem še naprej deloval? Kako bi lahko te oblasti še naprej izposojale denar za financiranje razvoja novih nepremičnin in gradbenih projektov? Vsakemu zunanjemu opazovalcu se je zdelo neizogibno, da bodo omejitve zadolževanja prej ali slej dosežene. Takrat bi postalo nemogoče, da bi lokalne oblasti izposojale denar, ki so ga potrebovale za ohranjanje delovanja sistema. Kljub temu pa so nekako našle način, kako zaobiti to težavo. Rešitev je prišla v obliki nečesa, kar imenujemo Družbe za financiranje lokalnih oblasti oziroma LGFVI. Na kratko, LGFVI so podjetja z državno podporo, ki lokalnim oblastem omogočajo, da si izposodijo ogromne količine denarja, ne da bi uradno prikazali dolg v svojih bilancah. Finančni strokovnjaki so jih celo poimenovali črne luknje kitajskega finančnega sistema. In tako kot so se lokalne oblasti začele zanašati na prodajo zemljišč, so postale tudi vse bolj odvisne od teh družb za financiranje in to v res osupljivi meri. V nekem trenutku so poročila razkrila, da je skupni znesek prikritega dolga, nakopičenega prek NGFV-jev, znašal osupljivih 9 bilijonov. V realnih številkah je to pomenilo, da je bilo približno polovica celotnega kitajskega BDP skritega v teh zunajbilančnih subjektih. In velik del tega denarja je šel neposredno v projekte razvoja nepremičnin ter druge infrastrukturne projekte. Vse to je bilo namenjeno temu, da bi te regije postane bolj privlačne za potencialne vlagatelje, lastnike podjetij in bodoče prebivalce. S skoraj neomejenim dostopom do zadolževanja prek svojih mehanizmov senčnega dolga so lokalne oblasti začele graditi vse, kar so si lahko zamislile, tudi če to ni nujno imelo smisla. Hitre železniške proge, ki niso vodile nikamor posebej, veličastni trgi in ploščadi, kljub temu, da v njihovi okolici ni bilo ničesar pomembnega. In seveda tudi velike količine stanovanjskih nepremičnin. Veliko ljudi ima napačno predstavo o tako imenovanih kitajskih mestih duhov. Analitiki vidijo slike teh ogromnih praznih prostorov in domnevajo, da so posledica slabega načrtovanja ali birokratske nesposobnosti. Pravijo, da so bile lokalne oblasti verjetno preveč optimistične glede razvoja, ali pa so se prenaglile z novimi projekti, ne da bi jih dobro premislile. Skratka, menijo, da so vse te prazne stavbe nesrečna naključja ali nenamerni stranski učinki pretirane ambicije. Motijo se. Ta mesta duhov niso tam po naključju, niso načrtovalne napake, so cone dolžniškega izčrpavanja. Zgrajena niso bila zato, ker bi zanje obstajalo povpraševanje, ampak zato, ker je sam proces gradnje pomagal pretvoriti zemljo v denar. In to je oblastem omogočilo, da so se še bolj zadolžile, kar je nato odprlo pot še večjemu razvoju. To ni bil zdrav sistem v nobenem smislu, a je deloval. Te prazne hiše niso bile nikoli namenjene temu, da bi v njih živeli ljudje. Njihov pravi namen je bil izčrpati bogastvo srednjega razreda in ga pretvoriti v sredstva za nadaljevanje delovanja države. Betonski stolpi so bili zgolj zavarovanje. In prav zaradi njih so bile lokalne oblasti rešene. A to je ustvarilo tako velik balon, da je kljuboval svetovnim ekonomskim zakonitostim.
Na svojem vrhuncu je bil obseg kitajskega nepremičninskega vesolja skoraj nemogoče doumeti. Podiralo je rekorde in rušilo standarde, kljubovalo logiki in razumu ter postalo veliko večje, kot je svet kdajkoli prej videl. Ocene so se razlikovale od vira do vira, vendar je bilo splošno sprejeto, da je skupna vrednost kitajskega nepremičninskega trga sčasoma presegla $60 bilijonov. To je več kot ameriški stanovanjski trg in 4-kratnik kitajskega BDP-ja. Pravzaprav je to enakovredno skupnemu BDP-ju več najbogatejših držav na svetu, vključno s Kitajsko, ZDA, Japonsko, Nemčijo in Indijo. To je astronomska količina denarja, vsa vezana v nepremičnine, opeko in cement. Takrat je to dejansko postalo največja finančna anomalija v sodobni zgodovini in ni sledilo običajnim vzorcem in pravilom, ki bi jih pričakovali. Delovalo je bolj kot klasična piramidna šema, kot pa kot običajna nepremičninska industrija. Spodnja plast te piramide, del, ki je podpiral vse ostalo, je bil model predprodaje. Kot že ime pove, to pomeni, da kupci plačajo za nepremičnine, še preden te dejansko obstajajo. V večini drugih držav po svetu to ne deluje tako. V ZDA lahko kupci vplačajo polog za dom, ki je še v gradnji, ta pa je lahko nizek, tudi 10 ali celo 5% končne nakupne cene. To je način, da si zagotovite prodajo in dokažete svojo zavezanost nepremičnini, vendar od vas ne bi pričakovali, da boste celotno ceno nepremičnine plačali naenkrat, še posebej preden je sploh dokončana. Kitajski model pa zahteva, da kupci vnaprej plačajo 100% prodajne cene, še preden se sploh začne gradnja. Zato so morali državljani pogosto vzeti ogromna hipotekarna posojila, vse so stavili na stavbe, ki so bile komaj kaj več kot načrti. Celotne življenjske prihranke bi izročili investitorjem v upanju in molitvi, da bodo ti izpolnili svoj del dogovora. Kar bi se moralo zgoditi naslednje, je bilo to, da bi bili ti sredstva iz predprodaje zaklenjeni na fiduciarnih računih, dokler hiše ne bi bile zgrajene. Morali so izpolniti prvotne specifikacije in pričakovanja kupca ter se tako izogniti morebitnim sporom. Namesto tega pa se je pogosto zgodilo, da so investitorji uporabili denar za nakup še več zemljišč od lokalnih oblasti, običajno po močno napihnenih cenah, s čimer so znova sprožili celoten cikel. Za te investitorje in vlagatelje je bilo to logično dejanje. Ni imelo smisla odlašati z nakupi in na dolgi rok plačati več. Več zemljišč, kot so kupili danes, več denarja so lahko zaslužili jutri. To je bila morda največja piramidna škema, kar jih je bilo kdaj videti. V celoti je temeljila na tem, da so novi kupci vstopili na spodnji ravni in tako zagotavljali dotok sredstev. To je bil edini način, da so se starejši projekti sploh dokončali in da so se novi še naprej financirali. Takoj, ko se je dotok manjših kupcev vsaj malo upočasnil, se je lahko celotna piramida sesula. In točno to se je zgodilo, saj balon vreden $65 bilijonov, zgrajen na predprodajah, ne more trajati večno. Nekdo je moral temu narediti konec. Leta 2020 je KPK pritisnila na stikalo za izklop nepremičninske piramidne sheme. Regulatorji so uvedli tako imenovano politiko 3 rdečih črt. To je bil v bistvu niz omejitev zadolževanja, namenjenih temu, da bi preprečili, da bi nepremičninski razvijalci nenehno povečevali finančni vzvod. Nepremičninski investitorji so morali izpolnjevati 3 posebna merila glede svojih razmerij dolga. Če bi kršili vsa 3 pravila, jim ne bi bilo dovoljeno prevzemati dodatnega dolga. Tudi kršitev ene ali 2 črt je pomenila kazen, čeprav nekoliko manj strogo. Kot neposredna posledica te taktike izklopa so bile celo največje nepremičninska podjetja prisiljene zmanjšati zadolženost, kar je povzročilo ogromno likvidnostno krizo. To je prav tako povzročilo, da so številni zunanji opazovalci in analitiki napačno razumeli celoten namen te politike. Dejansko so številne tiskovne agencije, zlasti na Zahodu, 3 rdeče črte predstavile kot nekakšno napako. Trdili so, da so regulatorji v Pekingu napačno ocenili krhkost trga ali celo naredili nekakšno birokratsko napako, zaradi česar so večja nepremičninska podjetja pristala v neplačilu. Čeprav se zdi katastrofalno, to ni bila napaka. Ni šlo za spregled ali napačno presojo, temveč za premišljen ponovni zagon strani tistih na najvišjih položajih moči. Peking si je ogledal stanje v sektorju nepremičninskih investitorjev in videl nore ravni dolga, ki so se izmikale nadzoru. Videli so vse večjo odvisnost lokalnih oblasti od njihovega sistema senčnega dolga ter vedno večje število nesmiselnih projektov in praznih stavb, zato so se odločili vse skupaj razstreliti. Ne dobesedno, ampak v prenesenem pomenu. Nadzorovano pokanje balona, prisilna rušitev sistema, ki so mu predolgo dovolili, da razpada.
Ker če bi temu sistemu dovolili, da se nadaljuje in bi nepremičninski razvijalci še naprej najemali vedno več posojil, bi posledice začele prizadeti širši bančni sistem v državni lasti, prav tisti sistem, ki je poganjal režim KPK. To je bila poteza samoohranitve. To je bil način partije, da ponovno prevzame nadzor nad slabšajočo se situacijo in odpravi vse večjo grožnjo lastnemu obstoju. In ko je prekinila institucionalne kreditne linije, ki so desetletja poganjale zadolžene nepremičninske razvijalce, je centralna vlada vedela, kaj bo sledilo. Predvidela je insolventnosti in likvidnostno krizo, ki bosta zajeli gradbeni sektor. Vedela je tudi, da bodo nešteti ljudje, ki so svoje prihranke vložili v te nepremičnine, prav tako plačani ceno, da bodo vse njihove upe in sanje o varni, stabilni finančni prihodnosti izginili v dimu. A vendar je te dogodke sprejela kot sprejemljive stranske učinke. Bile so žalostne, a neizogibne posledice. To je bila strateški kompromis. Kitajska komunistična partija se je prostovoljno odločila žrtvovati bogastvo, stabilnost in prihodnost celotnega srednjega razreda, da bi zaščitila svoj finančni sistem in svoj politični nadzor. Ljudje so bili le cone za absorpcijo trga v čelnem spopadu države z nepremičninskim sektorjem. Morda se je država rešila, a državljani so ostali na cedilu. Strukturne posledice odločitve Kitajske komunistične partije o izklopu so bile takojšnje, brutalne in zgodovinske. Ko se je likvidnost, na katero so se zanašala za delovanje, izsušila, je na desetine kitajskih nepremičninskih podjetij začelo propadati. Od leta 2021 je več kot 50 kitajskih nepremičninskih razvijalcev prenehalo odplačevati obveznice v tujini. Skupni znesek neplačil pa znaša osupljivih $100 milijard. To je val neplačil, ki je po obsegu insolventnosti razvijalcev celo večji od ameriške subprime krize leta 2008. In to niso bila le majhna podjetja ali neznani igralci v nepremičninskem sektorju. Šlo je za nekatera največja in najuspešnejša podjetja. Podjetja, kot je na primer Evergrande. Ustanovljeno leta 1996 se je podjetje povzpelo do drugega največjega nepremičninskega razvijalca po prodaji na Kitajskem leta 2017. Leto kasneje je bilo uradno razglašeno za najbolj dragoceno nepremičninsko podjetje na svetu. Podjetje se je predvsem osredotočilo na prodajo stanovanj višjemu in srednjemu dohodkovnemu razredu, zato se je zdelo, da je nepremagljivo in namenjeno le še večjim uspehom. Bilo je neomajno, nenadomestljiv steber industrije. Do leta 2021 pa je Evergrande skoraj povsem propadel. Njegovih $300 milijard dolgov ni bilo več vzdržno pod 3 rdečimi črtami. Smrt podjetja je bila dolgotrajna, a neizogibna. Podjetje, ki je bilo še nekaj let prej eno najmočnejših na Kitajskem, je leta 2023 uradno vložilo predlog za stečaj in bilo leta 2024 likvidirano. Country Garden je bil še en, ki je pod novo politiko izjemno trpel. Začelo se je leta 1992 in sledilo podobni poti kot Evergrande, si prislužilo mesto na lestvici Fortune Global 500 ter zgradilo obsežen portfelj nepremičnin. Imel je projekte po vsej Kitajski in tudi drugod, na primer v Maleziji in Avstraliji. Vendar pa je leta 2023 Country Garden sporočil, da ne more izpolniti svojih obveznosti do tujih upnikov, zato je bil razglašen za neplačnika. Postal je naslednja odmevna žrtev pokola na nepremičninskem trgu. Kot neposredna posledica tega, da je bilo toliko nepremičninskih investitorjev prisiljenih zapreti svoja podjetja, je za seboj ostala ogromna zaloga prodanih, a popolnoma nedokončanih stanovanj. Milijoni državljanov so se znašli ujeti v distopičnem paradoksu. Bili so pravno zavezani plačevati mesečne obroke hipotekarnih posojil za nepremičnine, ki so jih kupili, čeprav te nepremičnine niso bile primerne za bivanje in verjetno nikoli ne bodo. To je nato privedlo do zgodovinskega zloma kitajske družbene pogodbe. Po vsej Kitajski, v mestih, blizu in daleč, so se kupci stanovanj združili in se kolektivno odločili za bojkot odplačevanja svojih hipotekarnih posojil. Zavrnili so plačilo še enega juana, dokler gradnja njihovih domov ne bo dokončana. Mlajši ljudje po vsej Kitajski so šli še dlje. Ko so videli, kako se kriza odvija okoli njih in spoznali, da se njihove lastne prihodnosti brišejo, so začeli gibanje Tang Ping, oziroma gibanje pasivnega umika. Vključevalo je, da so se mlajše generacije umaknile iz gospodarskega sistema. Zavrnili so sodelovanje pri ustvarjanju bogastva za sistem, ki je bil očitno nastavljen proti njim. Država je poskušala omejiti škodo in se pri tem zanašala na preverjeno tehniko cenzure, da bi prikrila protestna sporočila na televizijskih zaslonih in družbenih omrežjih. Toda to ni več le omejena kriza. Posledice se širijo tudi izven kitajskih meja. Do zdaj je bila zgodba omejena na kitajske meje in je vplivala le na njene prebivalce ter gospodarstvo.
Zahodni opazovalci so lahko spremljali dogajanje z določeno mero udobja in samozavesti, saj so bili prepričani, da jih ta kriza ne bo prizadela. Navsezadnje se je vse skupaj dogajalo na drugi strani planeta. A vendar je nevarna napaka, če na pok kitajskega nepremičninskega balona gledamo kot na nekakšen izoliran ali povsem notranji dogodek. Dogodek takšnih razsežnosti ima moč, da povzroči valove daleč preko svojega epicentra, daleč preko meja države in v druge države ter celine. In prav to se zdaj dogaja. Zlom nepremičninskega sektorja je bil le pacient nič v hitro razvijajoči se globalni okužbi, posledice pa se že širijo na dva različna načina. Prvi je ogromen val bega kapitala. Ko so kitajski državljani srednjega razreda začeli spoznavati, da njihova domača sredstva hitro izgubljajo vrednost ali jih celo država likvidira, jih je zajela panika. In v tem izbruhu panike so skušali preostalo premoženje prenesti iz Kitajske na druge trge, natančneje na zahodne trge. Poročila kažejo, da ogromne količine kitajskega kapitala iztekajo iz Pekinga v tuje nepremičnine. Kitajski razvijalci in vlagatelji kupujejo domove v krajih kot so Los Angeles in San Francisco v ZDA, Vancouver in Toronto v Kanadi, London in Pariz v Evropi ter celo Sydney v Avstraliji. To je valovanje. Ko ves ta denar priteka na zahodne nepremičninske trge, to povzroči rast povprečnih cen preostalih nepremičnin. To pa vpliva na domačine. Ljudje, ki so odraščali in varčevali kolikor so lahko, vse v upanju, da si bodo nekoč lahko privoščili svoj dom in se ustalili. Zdaj so ti isti ljudje izrinjeni s trga zaradi visokih cen. Seveda tega ne počnejo namerno, vendar ti isti nepremičninski razvijalci, investitorji in kitajske srednjerazredne družine izvažajo svojo domačo stanovanjsko krizo v druge države. Drugi način, kako ta kriza brez zadržkov presega meje, je povezan z modelom mest duhov. To je ideja, da ogromne korporacije in državne entitete dejansko lastniško obvladujejo in upravljajo cela mesta, ter posameznike silijo, da ničesar ne posedujejo, ampak vse najemajo. Večini ljudi se to sliši kot distopijska nočna mora. Neodvisni analitiki že trdijo, da je Kitajska dejansko zagotovila idealno resnično okolje za preizkus tega novega gospodarskega modela, sistematično uničevanje lastništva stanovanj srednjega razreda, ki je slabo prikrito pod pretvezo stabilizacije finančnega sistema. Nekateri verjamejo, da je lastništvo zasebne lastnine za delavski in srednji razred postalo nedosegljivo, ni več sanje ali želja. Namesto tega je to oddaljen spomin. Če pa je lastništvo stanovanj mrtvo, kaj ga bo nadomestilo? Čeprav bo morda trajalo še nekaj časa, da bodo drugi deli sveta dohiteli ta trend, se zdi, da je Kitajska že na dobri poti k postlastniški družbi. Centralna banka države je vztrajno nadaljevala z uvajanjem tako imenovanega digitalnega juana, znanega tudi kot eCNY. To je digitalna oblika zakonitega plačilnega sredstva, ki naj bi sčasoma nadomestila fizični denar. Začelo se je kot omejen pilotni program, vendar se hitro širi v nekaj veliko večjega, kot dnevi in tedni leta 2026 minevajo. eCNY se uvaja v največje mobilne aplikacije in platforme v državi, kot sta WeChat in Alipay. Prav tako je bil integriran tudi v javni sektor. Maja 2023 so kitajski javni uslužbenci začeli prejemati svoje plače v obliki te digitalne valute. Kmalu bodo lahko državljani z njo plačevali javni prevoz ali na blagajnah v trgovinah. Stanovanjska kriza je dejansko zagotovila popolno kritje vladi za uvedbo tega sistema. Ker je bilo bogastvo vezano na nepremičnine izbrisano, imajo državljani na voljo le omejene možnosti. Zato bodo verjetno bolj pripravljeni sprejeti državno podprto digitalno infrastrukturo, samo da preživijo. A brez pomote, digitalni juan ni običajna valuta, niti ni nevtralna. Je programabilno in popolnoma sledljivo orodje družbenega nadzora. Ta nadzor pa je popolnoma v rokah centralne vlade. Če bi želela, bi lahko KPK določila nekakšen rok uporabe sredstev, da bi ljudi prisilila, da jih porabijo. Lahko bi zamrznila denarnice tistih, za katere se zdi, da kažejo kakršnokoli nestrinjanje ali neposlušnost. Lahko bi samodejno uveljavljala globe in kazni na podlagi sprotnega spremljanja družbenega kredita. Medtem pa tudi tisti, ki jih kriza na Kitajskem ni neposredno prizadela, začenjajo postavljati vprašanja o svojih financah. Ljudje se počutijo revnejše, porabljajo manjše zneske in poskušajo sprejemati pametnejše odločitve z denarjem, ki ga imajo. Vse bolj zavračajo starodavni srednjerazredni dogovor, ki temelji na tem, da se s trdim delom povzpneš po lestvici in večino svojega denarja vlagaš v nepremičnine. Ker ko se vrednost nepremičnin ne povečuje več, se sama obljuba družbenega vzpona ne zdi več veljavna. Na najvišjih ravneh in v ozadju mednarodnih trgov se informirani kapital že premika.
Institucionalni kapital beži iz papirnih naložb in nepremičninskih trgov, ter se namesto tega seli v naložbe, ki veljajo za stabilnejše in varnejše, kot so zlato in druge fizične surovine. Ker finančna jedrska zima ni več teorija ali napoved, je točka na obzorju, ki se vsak dan veča. In če posamezniki ne morejo več zaupati starim modelom kopičanja bogastva za zaščito svoje varnosti in prihodnosti svojih družin, morajo poiskati druge možnosti. In ena od teh možnosti je pripravljenost prilagoditi se svetu, kjer je sam koncept lastništva resnično pod obleganjem. Kitajski zlom nepremičninskega trga je le del večje težave. Trenutno Peking stoji na robu finančnega prepada in morda ni enostavne rešitve. Spoznajte celotno zgodbo in zakaj kitajsko gospodarstvo propada, ali pa si oglejte to.